Kaj je blagoslov? Blagoslov oziroma blagoslavljanje ni omejeno le na religije. Blagoslov je v resnici energija ljubezni. Povezuje vse, kar je živo. Blagoslov je iskreni izraz namere, da ljubezen in radost, ki jo mi čutimo v sebi, preide tudi na vse okoli nas. Kot da bi potem vsi skupaj uživali milosti tega blagoslova. To pomeni, da dajemo svoj blagoslov nečemu oziroma da nekaj blagoslavljamo iz svojega srca, polni hvaležnosti. Takrat mi v resnici pošiljamo energije visoke zavesti v področje, kjer mislimo oziroma imamo občutek, da te zavesti primanjkuje. To pomeni, da tako pošiljamo svoj blagoslov vsem tistim, za katere menimo, da potrebujejo ljubezen, da potrebujejo razumevanje. Vsem tistim, ki trpijo, vsem tistim, ki so ranjeni in nemočni. Ko blagoslavljamo, takrat pošiljamo energijo v atmosfero, takrat pošiljamo ljubezen, radost, mir, zdravje, bogastvo, vse, kar se iz našega središča srca širi v neskončnost in tako zaobjame vse, ki so na tej poti. Naj bodo vsi ti blagoslovi kot močno orožje ustvarjanja, saj je njihov izvor neizčrpen, od nas pa ne zahteva nič, le dobro voljo. Blagoslavljamo pa lahko glasno ali pa le v svojih mislih. Sami se odločimo kako, le ne pozabimo na ta dar, ki ga imamo vsi v sebi. Ko čez dan občutimo, da naša zavest pade zaradi vseh zunanjih držljajev, da se nam spusti naša vibracija, to le ozavestimo, le zavedajmo se tega. Ni potrebno, da bi se s tem obremenjevali in da bi vse svoje misli osredotočali na to. Kajti, ko se na nekaj fokusiramo, to le še raste in raste. Ne bojmo se, vedimo, da smo vedno ljubljeni in varni, zato le predajmo vse to v Božje roke in zaupajmo. Vse to pa delamo le zaradi sebe, seveda pa ne moremo ničesar narediti na silo ali igrati to. Dovolj je, da le opazujemo sami sebe in ko opazimo, da smo na nizki vibraciji, na ego nivoju zavesti, takrat sprejmimo to kot prehodno stanje.
In ta trenutek bo to res stanje, kjer se bomo nahajali, vendar se dobro zavedajmo, da to ni naše naravno stanje in da to ne traja večno. Vse mine in tudi to bo. Takrat v tistem trenutku smo se le malo izgubili oziroma pozabili na občutek hvaležnosti, ter da nismo prisotni tukaj in zdaj v tem trenutku. Le naredimo globok vdih in izdih, ter se poskušajmo zavedati tega trenutka tukaj in zdaj. Ko tako nenehno opazujemo sami sebe, ko opazujemo svoje misli in občutke, je to najboljši način ozaveščanja, da se zavedamo, kje smo v danem trenutku. Hkrati je to pokazatelj, ki nam pove, kaj bi bilo dobro storiti. Te naši občutki so kot naše zdravilo proti pozabljanju, da se zavedamo, da se pravzaprav ne zavedamo tega trenutka tukaj in zdaj. Da bi bili v svojem življenju vedno bolj zavestni, da bi se zavedali vsakega dne posebej, da bi se zavedali vsakega trenutka, si pa pomagajmo s poslušanjem navdihajoče in duhovne glasbe, oziroma takšne glasbe, ki bo v nas budila dobre občutke. Poslušajmo videe, ki nas navdihnejo. Berimo knjige ter se nenehno izobražujmo. Gledajmo filme, ki nas navdihnejo. Meditirajmo, telovadimo, delajmo jogo, pojdimo v naravo, plešimo, objemajmo drevesa in tako dalje. Vsako naše delo naj bo čim bolj zavestno in vsako naše delo naj bo zavesten način hvaležnosti za življenje. Vse, kar delamo, naj bo kot ritual in vse delajmo s polno prisotnostjo nas samih. To pomeni, da se zavedamo vsega, kar delamo, ter da ničesar ne jemljemo za samoumevno, da smo hvaležni za prav vse. Vsak naš trenutek poskušajmo doživeti kot enkraten in neponovljiv, tak kot v resnici tudi je. Vse, kar je potrebno, je, da se ga mi zavedamo, ter da mu podarimo najboljši del sebe. Kmalu bomo videli skrivnostno lepoto vsem, kar neprestano teče, vsem, kar je nenehno prisotno v našem življenju. Tisto resnično lepoto, ki bo v nas prebudila občutek svetosti ter iskrenega občudovanja, ki bo le še poglobil naš občutek hvaležnosti.
In tako bomo sklenili krog hvaležnosti, ki mu pa ne bo ne konca, ne kraja. Ko bomo znali živeti življenje na ta način, bomo odkrili globok in trajen izvir radosti, kjer vsak del predstavlja zavestni način zavestne komunikacije nas samih z življenjem, nas samih z izvorom, nas samih z našim višjim jazom. Na ta način bomo stopili v stik z našo resnično naravo. In vsem tem je skrivnost in smisel hvaležnosti. V tem pa je skrivnost tudi blagoslova in vsa skrivnost molitve hvaležnosti. Zato le blagoslavljajmo in bodimo resnično in iskreno hvaležni za prav vse, kar se nam dogaja v našem življenju. Kajti življenje samo je največji čudež. Zavedajmo se slehernega trenutka ter bodimo zanj hvaležni. Hvala, hvala, hvala.